Zdaj v bistvu se počasi zaključuje tvoja nosečnost. Kako si bila celotna nosečnost? Si bila mirna, sfokusirana? Kako je izgledala? V popolnem svetu bi me kot na starih kitajskih časih dal v en del in predel, ker bi bilo vse mirno, ker bi mi vsi vsak dan govorili, da sem lepa, pa bi mi prinašali hrano, ki bi bila zame super, pa sprehajala bi se zunaj v miru, pa meditirala 3 ure na dan. Pa ni bilo tako. Je bilo zelo stresno. Oziroma, bom rekla tak, stres je eno, to, kar pa ti prevajaš svojemu telesu, je pa drugo. In v prvi nosečnosti je bila tudi ekstremno naporna nosečnost. Ne zaradi zdravstvenega vidika, sploh ne. Vse, kar se tega je šlo fajn, ampak neke prelomnice zunaj, ki so se dogajale. Tudi preminula je moja babica, ki si je najbolj na tem svetu želela, da bi doživela to vlogo prababice in je odšla par mesecev, preden se je Gaja dejansko rodila. In tako ogromno stvari, nekih prelomnic na vseh možnih koncih je bilo in zdaj isto so se dogajale, ker velike stvari, ne vem, po sodiščih hoditi tudi pa te zadeve, pač to ni primeren prostor za nosečnico, definitivno ne. In sem zelo hvaležna, da sem te tehnike za regulacijo živčnega sistema že prej tukaj obvladala, da so mi pomagale handlati. Eno je, kaj biologija naravno naredi, biologija pač placenta naravno prevzame del nekega stresa, kar se tega tiče. Druga pa pač, vsa ta orodja, ki sem jih res s pridom uporabljala. Ampak ful sem se trudila, tudi, da bi umirila se, da bi umirila si in življenjski slog, da bi umirila stvari, da bi prej zvihtala stvari in te zadeve, ampak sem se vedno znova zaciklala v neko štalo, v neko zadevo, ker odpirale so se nove stvari, še zdaj dejansko par tednov preden rodim in ne moreš samega sebe zmer zraven vzameš, ne. Lahko pa v bistvu z nekimi tehnikami, z nekimi metodami, z nekimi navadami, lahko pa v bistvu samega sebe spraviš v stanje, da se zreguliraš. Tako da ta čustvena regulacija se mi zdi, da je ful pomembna, ker dogajajo se dogodki, mi dajemo pa oznake, koliko si v srcu jemlješ, koliko si ne, je pa v nosečnosti ful težje, zaradi tega, ker ti vse doživljaš ful bolj čustveno. Pač eno stvar, ki se te prej sploh ne bi dotaknila, te lahko zdaj podre, ker ti je tukaj v bistvu v tem smislu. Tako da je bil izziv, definitivno je bil izziv, kar se tega tiče. Ostale stvari so pa lepo potekale, sem zelo hvaležna, kar se tega tiče. Tako da bomo videli, kaj bo.